o tem, kako pomembno je nadzorovati raven vašega krvnega sladkorja oziroma našega krvnega sladkorja in k temu sodi tudi uravnavanje izločanja inzulina, glavnega hormona, ki znižuje krvni sladkor v našem telesu. Pišemo o tem, da je zelo dober način za zniževanje krvnega sladkorja po obroku hoja oziroma sprehod. Da pa boste lahko natančno videli ali čim bolj natančno videli, kaj se dogaja z vašim sladkorjem, vam jaz priporočam, kakor sem napisal v članku, se pravi narediti mogoče malo bolj obširne krvne preiskave, kjer lahko vidite neka povprečja, tudi stopnjo vnetja in tako dalje. Če boste imeli še glede tega kakšno vprašanje, mi lahko pišete. Sicer pa vam priporočam, da si nabavite en taki enostavni pripomoček, to je v bistvu merilec krvnega sladkorja, s katerim si lahko sami nadzirate in spremljate dogajanje. To je zelo enostavna napravica, dobite v bistvu v vsaki lekarni ali v trgovini z zdravstvenimi pripomočki. Uporabljajo v bistvu tudi diabetiki in ni draga. Tukaj uporabite listke, imate takšno penkalo, s katerim se narahlo zbodete v prst in lahko izmerite krvni sladkor. Priporočam vam, da za začetek poskusite, če se boste za to odločili, da izmerite vaš krvni sladkor zjutraj na tešče, pred obrokom, potem pa, kot sem napisal, 30, 60, 90, 120, morda še 180 minut po obroku. To naredite, kadar boste jedli obrok bogat z ogljikovimi hidrati in tudi kadar boste jedli obrok z zelo malo ogljikovimi hidrati. Opazujte razliko, opazujte spremembe in vedite, da je to eden izmed najboljših načinov, kjer dejansko vidite, kako učinkovito vaše telo regulira krvni sladkor. Se pravi, samo jutranji sladkor pove nekaj, ampak ne toliko, kot če vidite oziroma si sami izmerite, kaj se dogaja. Potem lahko naredite še kakšne dodatne meritve in če ne bo tako, kot si bi najbolj želeli, takrat začnite ukrepati. Vsekakor pa hoja po obroku koristi. Se vidimo naslednjič. Adijo!